poročilih ne zamudite oddaje Ugriznimo znanost. Pred 101 letom je prvi bolnik s sladkorno boleznijo tipa 1 prejel inzulin. Od takrat se raziskovalci trudijo odkriti nove načine zdravljenja sladkorne bolezni, s katero živi vsak 10. Zemljan. Do leta 2050 pa naj bi se število obolelih podvojilo. Sladkorna bolezen je najbolj razširjena kronična bolezen na svetu. Z njo živi vsak 10. Zemljan. Ugriznimo znanost danes ob 17:15 na prvem programu Televizije Slovenija. V ulicah bo v soboto zvečer po tamkajšnjem. Lepo pozdravljeni. Letos mineva 100 let od podelitve Nobelove nagrade za fiziologijo in medicino za odkritje inzulina. Od leta 1922, ko je prvi otrok s sladkorno boleznijo tipa 1 prejel inzulin, se raziskovalci trudijo zdravljenja bolezni in napredek je izjemen. Sladkorna bolezen je najbolj razširjena kronična nenalezljiva bolezen na svetu. Z njo živi vsak 10. Zemljan oziroma 537 milijonov ljudi. Več kot 90% ima sladkorno bolezen tipa 2. Do leta 2050 se bo število obolelih več kot podvojilo. Sladkorna bolezen je skupina različnih bolezni, ki jim je skupna prevelika koncentracija glukoze v krvi. Bolezen nastane, ker trebušna slinavka ne proizvaja dovolj inzulina ali ker se celice na inzulin ne odzivajo ustrezno. Približno 5 do 10% oseb s sladkorno boleznijo ima sladkorno bolezen tipa 1. To je kronično avtoimunsko vnetje, pri katerem imunski sistem napade lastne celice beta, ki v trebušni slinavki proizvajajo hormon inzulin. Ko so celice beta, ki ustvarjajo inzulin, uničene, začne telesu primanjkovati inzulina. Ta je nujen za pravilno delovanje telesa, saj omogoča, da glukoza oziroma krvni sladkor, ki je glavno gorivo za celice, iz krvi prehaja v celice. Ob pomanjkanju inzulina se začne glukoza kopičiti v krvi, hkrati pa je motena tudi presnova beljakovin in maščob, saj inzulin skrbi tudi za skladiščenje beljakovin v mišicah in maščob v maščevju. Pri sladkorni bolezni tipa 2 celice v telesu bolnika ne ubogajo celičnih signalov, ki jih pošilja inzulin. Zato glukoza ne more prehajati v celice oziroma v jetrih ne neha nastajati. Prav tako začno mišice sproščati beljakovinske rezerve v kri, iz maščevja pa se bolj sproščajo proste maščobne kisline. Ker je glukoze v krvi več, celice beta trebušne slinavke to prepoznajo kot navodilo, naj proizvajajo in izločajo čedalje več inzulina. Z napredovanjem bolezni se zato lahko trebušna slinavka pri dovzetnih ljudeh izčrpa in neha delovati. Več kot 90% oseb s sladkorno boleznijo ima tip 2 te bolezni. Po nekaterih ocenah je v Sloveniji kar med 60 in 120 tisoč ljudi, ki imajo neodkrito sladkorno bolezen tipa 2. Profesor Andrej Janeš, lepo pozdravljeni. Dober dan. Kako je pravzaprav mogoče, da toliko ljudi živi, pa pravzaprav niti ne ve, da ima to bolezen? Za sladkorno bolezen tipa 2 je značilno, da v začetku simptomi niso prisotni, zato jo ne odkrijemo. Dokler raven glukoze v krvi ni preko nekih kritičnih meja, ni niti opozorilnih znakov. Zato je izredno pomembno, da osebe, ki imajo visoko tveganje za pojav te bolezni, pravilno in zgodaj odkrijemo, kajti ob odkritju velikokrat vidimo, da je bilo že prepozno, da je sladkor skozi leta naredil škodo in da so prisotni tudi kronični zapleti. Teža, debelost je pravzaprav eden izmed glavnih dejavnikov tveganja za nastanek sladkorne bolezni. Ampak kako pa pravzaprav pri sami sladkorni bolezni na samo sladkorno bolezen vpliva izguba teže? Izguba telesne teže, tukaj govorimo predvsem izgubo 10 do 15% izhodiščne telesne mase, pomembno izboljša ali samo urejenost sladkorne bolezni, če je bolezen zgodaj odkrita, pa jo celo spravi v remisijo. Tukaj imamo kar nekaj dokazov iz kliničnih raziskav. V Združenem kraljestvu je bila pred leti delana izredno pomembna raziskava, kjer so
novo odkritim sladkornim bolnikom predpisali strogo dieto, kjer je imela samo 800 kalorij dnevno, 20 tednov, potem pa jih dali na vzdrževalno zdravo prehrano in ta remisija skozi 5-letno obdobje je bila bistveno boljša kot pri tistih posameznikih, ki na hrano niso tako pazili. Zdaj, sladkorno bolezen na začetku začnemo zdraviti z zdravili, potem pa z inzulinom, ki si ga bolniki običajno dajejo enkrat dnevno. Vi pa ste sodelovali pri klinični raziskavi, kjer si bolniki dajejo inzulin samo enkrat tedensko. Zdaj, kako je pravzaprav zdaj to mogoče? Zdaj, ko govorimo o inzulinski terapiji, je treba ločiti zdravljenje tipa 1 in tipa 2. Zdaj, v tem inzulinu tedenskem bodo predvsem kandidati bolniki s sladkorno boleznijo tipa 2. Gre za inzulin, ki je tehnološko oziroma farmacevtsko pripravljen tako, da se, ko ga iniciramo, iz podkožja, trebuha, počasi dnevno sprošča. To pomeni, da si ga osebe s sladkorno boleznijo bodo dajale samo enkrat tedensko in praktično vsak dan dobile neko količino inzulina. Gre za tehnološko izredno napredno učinkovino, ki verjamem bo pomembno izboljšala dostopnost do samega zdravljenja, boljšo kvaliteto zdravljenja, pa seveda potem tudi urejenost sladkorne bolezni, kar kažejo tudi raziskave. Treba je povedati, da ta inzulin je opravil vsa klinična testiranja, trenutno je v presoji pri regulatornih agencijah in v naslednjem letu že pričakujemo njegovo uporabo širši klinično. Profesor Andrej Janeš, najlepša hvala za pogovor. Sladkorna bolezen tipa 1 je kronična avtoimunska bolezen. Najpogosteje zbolijo otroci in mladostniki, a tudi odrasli do 45. leta starosti. Po ocenah je v Sloveniji okoli 5000 oseb s sladkorno boleznijo tipa 1. Zdravljenje sladkorne bolezni tipa 1 je mogoče na različne načine, najnaprednejši pa je z inzulinsko črpalko. Leta 1922 je 14-letni Kanačan Leonard Thompson kot prvi bolnik s sladkorno boleznijo tipa 1 dobil odmerek inzulina. To je bilo popolnoma drugačen način dajanja zdravila. Sprva sploh hvaležno, da so lahko otroci dobili zdravilo, kasneje pa način, kako se da, kako se zmeri sladkor. Včasih so mogli recimo kuhati urin, da so določili, koliko je sladkorja noter. Kasneje so potem merili iz prstov s takimi zelo neprijetnimi pikavci. Danes, dobrih 100 let pozneje, imajo številni bolniki s sladkorno boleznijo tipa 1, med njimi sta tudi sestri Pandora in Aurora, dostop do najnovejših tehnologij, denimo inzulinskih črpalk. Sistem za samodejno dovajanje inzulina sestavljata glukozni senzor, ki ga vstavi v podkožje, da neprekinjeno meri raven glukoze, in inzulinska črpalka, s katero glede na podatke, ki jih sporoča senzor, stalno dovajajo inzulin v bolnikovo podkožje. Znotraj črpalke algoritem. Računalniški algoritem, ki sprejema podatke glukoznega senzorja in potem na podlagi teh podatkov usmerja črpalko, da spremeni dovajanje inzulina. To pomeni, da recimo, če sladkor pada, črpalka ustavi dovajanje inzulina, tako da bo preprečila morebitno hipoglikemijo oziroma nizko raven glukoze. Enako lahko ob naraščanju glukoze, kadar sladkorček narašča, črpalka samodejno prilagodi odmerek inzulina. Gre za hibridno zaprto zanko, črpalka sicer poskuša sama uravnavati raven sladkorja v krvi, a mora bolnik ali njegov skrbnik pred obrokom vanjo vseeno vnesti podatek, da bo jedel in kaj bo jedel, ter ročno s pritiskom na gumb dovesti dodaten odmerek inzulina. Omejitvi sta dva. Prva je ta, da sam inzulin je nekoliko počasnejši, kakor pa je naš lasten, endogeni. In drugi pa to, da senzor, ki meri v podkožju, torej v medceličnini, nekoliko zaostaja, če bi recimo merili v krvi. In te dve omejitvi skupaj privedete do tega, da je algoritem še vedno poskuša te dve omejitvi vzeti v zakup, zato ne prilagodi takoj agresivno, ne da maksimalnih odmerkov inzulina, ker bi potem seveda povzročili večja nihanja in je se izkazalo, da je dosti bolj učinkovito, če dovedajo odmerek inzulina za posamezen obrok. Je pa računalniški algoritem v črpalki samoučljiv in poskuša prepoznati vzorce nihanja sladkorja iz preteklih dni ter glede na to prilagodi odmerke inzulina. Recimo vsako noč, vsaka povišena ravni glukoze ali vsaka znižana ravni glukoze bi
par let nazaj pomenili, da mora starš vstati, pomeriti sladkor, ukrepati, reševati hipo, visok sladkor. Tukaj pa vsako noč sistem naredi stotine takih odločitev, a ne? Staršu se ni treba več po noči zbuditi, a ne? Za primerjavo s peresniki, ki jih je imela Aurora skoraj leto pa pol, je to zelo olajšala inzulinska črpalka. Ker tukaj se pač inzulin samodejno dovaja, ni več zbadanja, pa tudi je v povezavi s senzorjem, ki ga ima vstavljenega v medceličnini, se pač sladkor vsake 5 minut se podatki posodabljajo. Podatke o ravni sladkorja lahko starši ves čas spremljajo na svojem pametnem mobilnem telefonu oziroma so dostopni na otrokovem, da lahko spremljevalec ali vzgojitelj takoj ukrepa. Podatke pa lahko pošljejo tudi v bolnišnico in zdravniki jim lahko svetujejo na daljavo. In bolniki s sladkorno boleznijo v povprečju vsakih 20 minut pomislijo na svoj krvni sladkor. Sladkorno bolezen tipa 1 za zdaj ni ozdravljiva, jo pa z novim zdravilom odložimo oziroma omilimo. Profesor Tadej Battelino, lepo pozdravljeni. Dober dan. Zdaj, kaj pravzaprav to pomeni, da lahko sladkorno bolezen odložimo? Glejte, če imamo upeljano presejalno testiranje, sladkorna bolezen ima namreč faze, preden se pojavi, tako da jo prepoznamo. Govorimo o fazi 1, kjer so prisotna protitelesa proti različnim antigenom, vezanim na sladkorno bolezen, na beta celico. Fazo 2, kjer se začne pojavljati višji sladkor občasno. Faza 3 pa je zaresen začetek bolezni. Če bolezen najdemo v tej fazi 2, ko še ni prave bolezni, jo z novim zdravilom, ki deluje na imunski sistem, na eno posebno podvrsto naših limfocitov, dejansko glede na raziskave odložimo za 2 do 5 let, kar seveda pomeni ogromno. In dejansko ameriška Food and Drug Administration, pač njihov regulatorni organ za odobritev zdravljenj, je to odobril in se rutinsko uporablja. Omenili ste že beta celice. To so celice, ki proizvajajo inzulin in pri sladkorni bolezni tipa 1 jih naš imunski sistem napade. Bi lahko sladkorno bolezen zdravili tudi tako, da bi pravzaprav te celice presadili? To je mogoče, vendar pa je v tem primeru potrebno zavreti imunski sistem za zdravili, ki imajo številne stranske učinke. Zato to pravzaprav ni zelo priljubljeno. V nekaterih primerih, ko je oblika zelo težka, predvsem z težkimi hipoglikemijami, se to naredi. Pa bi lahko beta celice kakorkoli drugače skrili pred našim imunskim sistemom? Lahko. Tudi tukaj so Amerikanci pred vsemi, tako kot pogosto. In dejansko so objavili prvih 5 ljudi že, se pravi klinična raziskava na ljudeh, na bolnih, kjer so, saj za enkrat kaže, za nekaj časa uspešno skrili te presajene beta celice. Vprašanje seveda je, koliko časa ta uvoj, ki jih ščiti, pravzaprav drži. Tako da tukaj so podatki samo za 1 leto, tako da je še prezgodaj pravzaprav govoriti o nekem trajnem uspehu. Zdravljenje zelo napreduje, pravzaprav pa po drugi strani iščete tudi vzroke, zakaj do sladkorne bolezni sploh pride. Raziskave kažejo, da bolezen narašča za približno 4% na leto. V zadnjih 15 letih so otroci v času diagnoze mlajši kar za 3 leta. Leta 2000 so bili stari v povprečju 12 let, zdaj že 9. Kje so vzroki za to? Ja, v Sloveniji imamo tretji najstarejši popoln register otrok z sladkorno boleznijo tipa 1 in mladih odraslih, tako da imamo te podatke zelo natančno in jih lahko sledimo za 40 letja. Nihče ne ve, zakaj do tega prihaja, je pa pomembno sporočilo, da morajo biti razlogi nekje v okolju. Ali je to mogoče virusi, ki jih majčkeno slabše nekako nadziramo, kot smo jih nekoč, ali je mogoče to dejansko večji stres, ki je v naši družbi zagotovo prisoten. Do zdaj smo govorili o sladkorni bolezni tipa 1, pa če se še malo dotaknemo sladkorne bolezni tipa 2, ki pa je pravzaprav dolga leta veljala za bolezen odraslih, zdaj pa vedno pogosteje zbolevajo tudi otroci. So tudi tam vzroki podobni, kot ste jih že omenili? Seveda, tradicionalno pravzaprav naredimo osebe z sladkorno boleznijo tipa 2 krive za to bolezen. To je narobe. Najbolj pomembno je, da razumemo, da so tukaj tudi genetski vzroki, predvsem pri mlajši populaciji. Če nekdo, ki je mlad, recimo že zelo zgodaj hudo debel, to ne pomeni, da samo narobe živi. To pomeni, da ima genske predispozicije za to, da se tako razvije in prav tako za zgoden začetek sladkorne bolezni tipa 2
genetika igra veliko vlogo. Profesor Battelino, najlepša hvala za pogovor. Hvala za povabilo. Ja, na Inštitutu za fiziologijo Mariborske medicinske fakultete pa na mišjih modelih preučujejo delovanje celic beta, ki proizvajajo in izločajo hormon inzulin. Zanima jih predvsem osrednja vloga celic beta pri sladkorni bolezni tipa 2. Celice beta se v trebušni slinavki pojavljajo v posebnih skupkih, Langerhansovih otočkih. Vsak od njih meri 0,1 mm v premeru in vsebuje okoli 1000 celic beta. V miši je takšnih otočkov s po 1000 celicami približno 1000, tako da vseh celic nekaj milijon. V človeku pa je število celic beta v otočku, organizacija otočka, velikost otočka praktično identična kot pri miši, je pa seveda število otočkov večje in znaša pri ljudeh nekaj več kot milijon, 2 milijona, tudi 3 milijone, tako da je pri človeku vseh celic približno milijarda, 2 milijardi ali kaj podobnega. Če primerjamo gram tkiva telesa, je v miši približno 30 Langerhansovih otočkov na gram telesne mase, enako je pri človeku. Tudi to je eden od razlogov, da za raziskave uporabljajo mišje modele. Miši, ki jih uporabljajo v raziskavah, razdelijo v dve skupini. Ena prejema hrano z normalno sestavo in vsebnostjo energije, druga tako imenovano zahodnjaško hrano z visokim deležem maščob in preprostih sladkorjev. Miši že v roku nekaj tednov razvijajo debelost, postanejo slabše občutljive, slabše odzivne na inzulin in dobijo oziroma pridobijo moteno odzivnost, moteno regulacijo koncentracije glukoze v krvi. Torej, to so vse značilnosti, ki jih najdemo pri bolnikih z sladkorno boleznijo tipa 2 in to je pravzaprav model, s katerim raziskujemo, kakšne spremembe se dogajajo tekom razvoja sladkorne bolezni tipa 2. Trebušno slinavko miši, hranjenih z zahodnjaško hrano, najprej razrežejo na več manjših koščkov, te pa še na zelo tanke rezine. Posamezna rezina je približno 100 do 140 mikrometrov debela plast tkiva. Ta tehnika tkivnih rezin nam omogoča, da so celice pravzaprav v svojem naravnem okolju, torej imajo svoje sosede, kot jih imajo tudi v živi živali. Obenem pa nam omogoča, da lahko z konfokalnim mikroskopom pravzaprav opazujemo njihovo delovanje, ki je seveda vplivano z temi sosednjimi celicami. Ali je tkivo zdravo ali ne in ali celice beta delujejo pravilno, lahko grobo ocenijo samo s pregledom pod mikroskopom. Z natančnejšimi preiskavami pa lahko merijo izločanje inzulina, opredelijo zgradbo trebušne slinavke in tudi njeno delovanje. Delovanje najpogosteje spremljajo z meritvami, s katerimi ugotavljajo spreminjanje koncentracije kalcija v celicah. Celice beta sedaj stimulus, ponavadi je to porast glukoze v njihovi okolici, odzovejo z tipično porastom znotrajcelične koncentracije kalcija, ki v nadaljevanju tega dražljaja potem niha oziroma se ritmično spreminja, naraste in pade. Z analizo teh odzivov, se pravi, kakšna je gostota teh ritmičnih nihanj, kako so dolga, kako so usklajena med posameznimi celicami, potem dobimo nek pomemben vpogled v to, kako celice beta delujejo. Hkrati lahko opazujejo delovanje v več 100 celicah in ugotovijo, kako je delovanje celic beta med seboj usklajeno. Raziskave namreč kažejo, da je neusklajeno delovanje teh celic eden od najzgodnejših znanilcev njihove začetne okvare in s tem začetka sladkorne bolezni tipa 2. V teh najbolj zgodnjih fazah bolezni pride do tega, da se v celotnem organizmu, v krvi, začne spreminjati vzorec tega, kako se inzulin izloča. Merjenje vzorca izločanja inzulina bi lahko v prihodnosti tako uporabili za zgodnje odkrivanje sladkorne bolezni tipa 2 pri bolj ogroženih skupinah. Profesor Andraž Stožer, lepo pozdravljeni še pri nas v studiu. Zdravo. Spet bomo govorili o sladkorni bolezni tipa 2. Že profesor Janeš je omenil, da lahko izguba telesne teže vpliva na sladkorno bolezen tako, da jo spravi v mirovanje. Zdaj nekaj podobnega raziskujete tudi vi na miškah, ki jih najprej 8 tednov zelo obilno hranite z, lahko rečem, zelo kalorično zahodnjaško hrano.
te miške potem že nekako razvijajo sladkorno bolezen, potem pa jim za en teden hrano odvzamete oziroma jih hranite samo s tretjino te kalorične vrednosti. Kaj se potem zgodi? Tako je. Če najprej povem samo eno besedo v zvezi s tem modelom, torej zelo težko je miši pripraviti do tega, da razvijajo sladkorno bolezen. Tako da je prvi uspeh te študije ta, da smo razvili model, kjer se to zgodi. Še večji uspeh pa je seveda, da po enem tednu te kalorične restrikcije miši pridejo nazaj na normalno telesno težo oziroma maso, torej ne shujšajo samo malo, ampak povsem do mere, ki velja za njihove kolegice, ki ves čas prejemajo normalno hrano. Hkrati s tem se koncentracija glukoze na teščer in koncentracija glukoze po obremenitvenih testiranjih povsem normalizira. Najpomembnejše pa je, da celice beta, ki v prehodnem obdobju, torej takrat, ko imajo miši sladkorno bolezen, kažejo že določene okvare, prav tako okrevajo in se njihova odzivnost na glukozo prav tako povsem normalizira. Zdaj, če bi pravzaprav to, kar ste ugotovili na miših, nekako preslikali na ljudi, pa verjetno časovni okviri ne bi bili popolnoma enaki. Žal ne, kar se tiče časovnice, če človek živi do 100 let, miš pa recimo do 100 tednov, potem je seveda jasno, da bi pri človeku to obdobje stradanja moralo biti ustrezno daljše. Vsekakor pa je seveda velika prednost našega modela ta, da lahko pravzaprav na katerikoli točki pogledamo te celice beta pod drobnogledom, pogledamo, kako se odzivajo, česar seveda v človeških študijah ni moč narediti. Raziskave pa upravljate tudi na človeških Langerhansovih otočkih, to so tiste otočke, v katerih so celice beta. Te otočke pa pravzaprav pridobite iz presejevalnih programov. Zdaj, kakšni so ti otočki in kaj pravzaprav gledate na njih? Nekateri pridejo od darovalcev, ki so zdravi, drugi od darovalcev, ki imajo že razvito sladkorno bolezen tipa 2. In tako lahko spet na človeškem tkivu pravzaprav primerjamo odzive celic beta na glukozo in druge dražljaje. In tudi tukaj smo ugotovili, da se celice beta iz prizadetih darovalcev oziroma tistih, ki so zboleli sladkorno bolezen tipa 2, odzivajo zapoznelo, manj intenzivno, celice beta so manj usklajene med seboj. Dobra novica pa je, da tudi tukaj obstaja velika heterogenost med otočki, da so torej nekateri skoraj povsem zdravi. Profesor Stožer, najlepša hvala za pogovor. Z veseljem. Ja, od uporabe inzulina iz trebušne slinavke goveda pred dobrimi 100 leti in kuhanja urina za merjenje sladkorja v krvi do hibridnih inzulinskih črpalk in inzulina, ki si ga bolniki dajejo tedensko, razvoj na področju zdravljenja in obvladovanja sladkorne bolezni je ogromen. Osebe s sladkorno boleznijo pa lahko živijo vse bolj kakovostna življenja. Današnja uganka bo spet kemijska. Miha, pozdravljen. Živijo, Renata. Glukoza, ki je danes nastopala v podaji, bo prisotna tudi v moji uganki. Odlično. Glukozo, ki je kemijsko aldehid, je mogoče dokazati z razmeroma preprostim poskusom. V tej epruveti imam vodno raztopino glukoze z dodanim Fehlingovim reagentom 2. V pripravljeno zmes bom dodal še raztopino Fehlingovega reagenta 1. Zmes premešam. V tej epruveti, ki je kontrolna, pa je le voda z obema dodanima reagentoma. Obe epruveti bom sedaj postavil v vodno kopel in opazujem spremembe. Miha, če čisto nestrokovno povem, kaj se je zgodilo, modra barva se je spremenila v rdečo. Tako je. V epruveti številka 2 opaziva nastanek značilnega obarvanja. Rdeče-rjavo obarvanje je dokaz, da je reakcija dokaza glukoze potekla. Današnja uganka pa bo povezana z drugo vrsto sladkorja, to je saharozo. Kaj meniš, ali bo dokazna reakcija na primeru saharoze potekla ali ne? Glede na to, kako si mi razložil to vprašanje in zastavil vprašanje, mislim, da ne. Imaš prav. Gledano strogo res ne. Saharoza, za razliko od glukoze, ne vsebuje proste aldehidne funkcionalne skupine, ki bi lahko reagirala z bakrovimi 2+ ioni in dala nastanek značilnega obarvanja. Poskus bova ponovila, pri čemer je epruveta, ki je eksperimentalna in vsebuje saharozo, že pripravljena. In Miha, zgodilo se je pravzaprav zelo podobno. Zakaj? Drži. Tudi v epruveti številka 2, torej z prisotno saharozo, se je zgodila sprememba. Bazičen medij Fehlingovega reagenta in daljši čas segrevanja
sta v molekuli saharoze povzročila cepitev glikozidne vezi, ki povezuje molekulo glukoze in molekulo fruktoze. Pri tem sta nastali prosta fruktoza in prosta glukoza, ki pa je v nadaljevanju reagirala do značilnega rdeče-rjavega obarvanja. Hvala za uganko. Prosim. Hvala pa tudi vam, da ste bili z nami, vabljeni, da se nam pridružite tudi prihodnji teden. V sredo na naši Facebook strani, v četrtek pa na prvem programu naše televizije. Nasvidenje. Po nekaterih napovedih bomo morali leta